Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imam pa za vas en tak čist kratek video. In sicer, zdajle se mi je že drugič zgodilo, da sem po trailu, zdajle sem drugače direkt iz traila, samo majico sem zamenjal, da ni cela prešvicana. V glavnem, dvakrat se mi je že zgodilo, da sem med samim trailom razmišljal, kako bi spisal objavo, zakaj, oziroma če sploh rabimo mi neke rest-daje ali pa tapering v našem trening planu. Pa se mi zdi, da za objavo je glih malo predolga stvar, da bi jo lahko razdelil tako na hitrico. Za cel podcast, da bi pa milijon raziskav dal, se pa tudi se mi zdi, da se ne glih splača, ker ne vem, če bi glih kdo pogledal do konca. Ok, in zdaj da se sploh spustimo v to, zakaj je rest day pomemben, a imaš rest day sploh, mislim, a se ti splača rest day sploh med, a se ti splača delati tapering. Moram povedati eno kratko zgodbo iz mojega lifea, oziroma pač iz faksa. Mislim, da je bilo 6 ali 7 let nazaj, ko sem bil tretji letnik na faksu. Pri enem predmetu, ko se mu reče živčno-mehanske osnove gibanja. Če kar tak težek, bolj predmet, ampak ful zanimiv, zaradi tega, ker se je spustil v biomehaniko skozi živčno-motorični sistem oziroma živčno-mišični sistem, kar je pa mene itak še zanimalo od malega. V glavnem, na koncu mi je do 9 čist malo sfalilo na izpitu in sem dobil pač eno vprašanje, da bi lahko mogoče za 9 odgovarjal, a ne oceno. In potem mi je dal profesor eno vprašanje, na katero sem sicer pol leta kasneje izvedel, da on do zdaj še ni dobil odgovora od učenca, niti on načeloma ne ve odgovora, zaradi tega, ker je pač vprašanje tako kompleksno. In sicer vprašanje je bilo, zakaj ne moramo doživljenjsko brez pavz povečevati našega performansa, če progresijo naredimo optimalno. To pomeni, se pravi, če vsak teden narediš, če bi nekot vedel, da bi lahko vsak teden naredil točno toliko volumna več, ko ga rabiš za optimalno rast. Zakaj po raziskavah skozi prakso vidimo, da se ne da tega ohraniti skozi celoten life? Oziroma pač, zakaj moramo delati rest daye vmes? Oziroma rest daye, pač dan, kjer je pauza oziroma kjer je volumen treninga ful manjši, kot pa ponavadi. In glih tu lahko v imenu tega predmeta že dobimo en hint, in sicer živčno-mehanske osnove gibanja. Zdaj, mehaniko gibanja nam omogočajo mišice. Se pravi, ko greš ti v počep, boš zato, da boš lahko se spustil v počep, pa se dignil nazaj iz počepa, boš mogel ustvariti mehansko delo. In mehansko delo omogočajo mišice s tem, ko se krčijo. In zdaj tule prihaja ponavadi do največjih napak. Vsi govorijo, ok, jaz ne rabim rest dayev, jaz bom samo tek delal, ne vem, tek si bom sprogramiral plan, da bom šel, pa ko ne bom imel muskelfibra, to pomeni, da če nimam muskelfibra, to pomeni, da lahko delam. Ja, načeloma ja, ampak če se spomnite prej, ko sem rekel živčno-mehanske osnove gibanja. Za mehaniko giba, da mišice sploh pač se pokrčijo, da boš lahko ti naredil nek gib, rabi mišica dobiti nek signal, nek impuls, da se more skrčiti in s kako silo se more mišica krčiti. To pa nadzoruje centralni živčni sistem. In zdaj, rest day so po mojem mnenju nujni glih zaradi tega. In to je tudi bil moj odgovor prvemu profesorju, ko sem pol odgovarjal za višjo oceno. In sicer vprašanje je bilo, zakaj mi doživljenjsko ne moramo povečevati našega performansa, brez da vmes naredimo rest day, oziroma tapering, oziroma kakorkoli to poimenuješ. In moj odgovor je bil, da zaradi tega, ker načeloma mišice se dovolj hitro regenerirajo, oziroma v primeru moči ali pa neke laktatne tolerance ali pa to, niti ne naredimo toliko mišičnih poškodb, da mišica sama od sebe ne bi mogla naslednji dan ali pa čez 2 dni ali pa vsak dan 2 meseca ponavljati eno in isto stvar. Fora je, ker se naš centralni živčni sistem utrudi. Utrudi je zdaj pač najboljša beseda, ampak če bi se hotel spustiti, bi mogel narediti celoten full dog podcast. V glavnem, živčni sistem je ključ, oziroma rest day je ključ za to, da bomo mi na centralni živčni sistem naredili vpliv, da bo on najboljše v bistvu to pogledati iz vidika evolucije. Ko mi naredimo trening, ni važno, kak trening je to. Se v našem telesu poveča adrenalin, se po treningu poveča kortizol, oziroma že vmes se poveča kortizol, določeni homeostatski procesi se zgodijo, ki pač telesu sporočajo, da smo mi naredili trening. Ampak telo tega ne zazna kot trening. Telo to zazna kot nek stres. In identično se je zgodilo 1000, 2000, 10 000 let nazaj, ko smo bili ali v vojni, ali ko nas je nek lev lovil.
adrenalin, kortizol, epinefrin se je na isti način sprostil, kot se sprosti zdaj. Mogoče sicer ne v taki meri, ampak telo ne loči, a te lovi lev ali si naredil trening. In zdaj, če te konstantno vsak dan lovi lev, se centralni živčni sistem tako utrudi, da ti bo sicer bežal od tistega leva stran, ampak boš vsak dan počasneje bežal. Zaradi tega, ker centralni živčni sistem sicer da impuls, ampak zaradi tega, ker je centralni živčni sistem preobremenjen že 1 teden, 2 tedna, 3 tedne, 4 tedne, kakorkoli dolgo pač nimaš RSD-ja, ne bo dal tako močnega impulza, oziroma ne bo dal impuls za tako močno in učinkovito krčenje mišic, ko bi ga lahko dal, in bo zato tudi performance v tem primeru na treningu padel. No in zdaj prej, da zakompliciramo stvar še bolj, ko sem jo glih to je point, po mojem mnenju, predvsem RSD-jev oziroma taperinga. Da mi ne samo mišice pač malo jim damo manj volumna, zaradi tega, da pač se lahko nafila glikogen, da se lahko naredijo določena popravila, ko se morajo, da se lahko določeni encimi nafilajo nazaj v mišične celice za delo. Mi bomo s tem dali tudi malo počitka centralnemu živčnemu sistemu, ker ne rabi skozi pošiljati impulzov za mišično delo, ampak lahko pošilja zdaj odstrani impulz za mišično delo, pa pošlje impulze za mišično popravilo, pa za popravilo za refil glikogena, pa za popravilo mišičnih vlaken, pa za adaptacije, oziroma ker smo mu dali stimulus, bo lahko zdaj preusmeril, ne vem, bomo povečali mišično proteinsko sintezo, zaradi tega, ker je bil tak stimulus in se lahko on osredotoči na povečanje mišične proteinske sinteze in ne na to, da ustavlja mišično-proteinski breakdown direkt. Na tak način bomo mi v bistvu z RSD-jem vplivali predvsem na živčni sistem in nevromuskularni sistem nasploh. Ok, zdaj pa čisto na kratko, ker očitno, kot smo vsi lahko predvideli, mi čisto na kratko ni uspelo razjasniti stvari, bom pa zdaj res probal razjasniti v enem ali pa 2 stavkih. RSD, oziroma predvsem tapering, o taperingu se lahko pogovarjamo, kaj je to, ampak to drugič, so po mojem mnenju nujni za performance oziroma za povečevanje performanca na dolgi rok, tudi skozi celoten life. To pa zaradi tega, ker pri RSD-ju ne samo, da bomo dali en mir mišicam, zaradi njihovih mehaničnih tenzij pa vseh poškodb, ko smo jih naredili tekom 3-4 tednov, dali bomo predvsem pauzo centralnemu živčnemu sistemu, da se lahko vrže v parasimpatik, kar pomeni rest and digest, kjer pošilja impulze v sistem obnove in regeneracije in ne v sistem flight or fight, kjer so povišani adrenalin, kortizol in drugi pač, ko so načeloma čisto kronično povišani katabolni hormoni pa katabolni procesi. Teda, to je to v bistvu, to sem hotel samo razjasniti, mogel sem dati ven iz glave, ker sem zdaj že med 2 trailoma skozi razmišljal, pa se bolj ne morem sredotočiti na svoj tempo, zaradi tega, ko se stavljam objavo v svoji glavi. To je to za danes, se vidimo v naslednjem videu, ko mislim, da bo z gostjo na mojem kanalu. Ajde!